In ko gre za vprašanje trošenja denarja Slovenk in Slovencev, je ključna, tako tudi fiskalni svet, uravnotežena javna blagajna. Pri družinskem proračunu praviloma zelo dobro vemo, kakšni so prilivi, odlivi, koliko lahko trošimo, koliko se lahko zadolžimo. Kaj pa pri državnem, ali so vlade dober gospodar našega denarja? Alarmi in opozorila od vse povsod, OECD, ukinite obvezno božičnico, razbremenite plače, NATO, držite obljubo in ne manipulirajte številkami glede izdatkov za obrambo, ter še domači fiskalni svet, najdite rešitve, sicer se ne bo išlo. Rado Gladek, SDS, imate Grah Gibanje Svoboda, pozdravljena, dobrodošla. Najprej, gospod Gladek, se bo vse skupaj išlo v javni blagajni, ne nazadnje, da bomo na koncu imeli vse, tako ukrepe z nove koalicijske pogodbe, plačno reformo v javnem sektorju, božičnico, dolgotrajno oskrbo, marsikaj, in seveda tudi izdatke za obrambo, ne nazadnje, kar je bilo danes govora v Bruslju. Se bo vse skupaj, povejte mi, išlo? Lejte, jaz lahko samo rečem, da se bomo v Slovenski demokratski stranki trudili, da se bo išlo, a ne? Ampak v tem trenutku je še prezgodaj govoriti, imamo že kar nekaj informacij. Ravno danes je bila vlada seznanjena z trenutnim stanjem financ. Naslednji korak je priprava po posameznih ministrstvih, kje se da, bom rekel, privarčevati na določenih področjih oziroma iskati rešitve za zmanjšanje porabe. Ampak gre za porabo na ministrstvih, ne bo to se dotaknilo tudi prebivalk in prebivalcev? Ne. Naša obljuba v predvolilnem času je, da ne bomo dvigovali davkov. To je bila naša zaveza, tako da temu tudi strmimo in mi bomo predvsem gledali, da se oklesti javna poraba. Gospod Grah, se strinjate in tudi danes so govorili, kar je gospod Gladek že omenil, tudi o tem, kakšna je bila zapuščina, dediščina prejšnje vlade. Se bo vse skupaj išlo, po vašem mnenju? Dejstvo je, da imamo četrto Janševo vlado. Videli smo, kaj so vse tri vlade Janeza Janše pustile za seboj. To je bila finančna katastrofa, tako leta 2008 finančna kriza, potem seveda, ko nam je grozila trojka in pa situacijo, ki se še najbolj spomnilo po-covidne situacije. Fiskalni svet je povedal, da samo 10% trenutne koalicijske pogodbe je mogoče ovrednotiti in vseh teh 10% je negativnih. Jaz bi šel še korak dlje. Vse ukrepe, ki so jih sprejemali vsaj v teh prvih 2 tednih, so bili hipni, so bili populistični, predvsem pa nikakor ne z vizijo. To je ne nazadnje interventni zakon, ki bo imel zelo velik poseg v državno blagajno. Ne nazadnje govorili so tudi v predstavitvah ministrov, da ne bodo dvigovali davkov. Danes smo pred davkom na živali, kar je bizarno. No, gremo smo najprej pred davkom na Netflix in ne nazadnje... Najprej replika na to, morda na interventni, gre na eni strani za zapuščino prejšnje vlade in potem še seveda te zapise v koalicijski pogodbi in ta interventni zakon. Glejte, kar se tiče zapuščine prejšnje vlade, dajmo se spomniti, kaj je zadnja vlada Janeza Janše zapustila. Se pravi, mi smo bili drugi v Evropi po izhodu iz korona krize, to je dejstvo. Kaj smo danes? Kaj smo danes izvedeli? Da nam je padla konkurenčnost še za 3 mesta. Tako da govoriti o slabi zapuščini Janševe vlade se mi zdi, da je, bom rekel, blago rečeno nekorektno, tako da to je, bom rekel, način delovanja pač sedanje opozicije oziroma prejšnje koalicije, ki pač že od samega začetka napada delovanje oziroma nov pristop sedanje vlade in jaz verjamem, da se bo dokazalo tekom 4 let oziroma na koncu te vlade, da niso imeli prav. Gospod Grah, napadate modus operandi zdajšnje vlade? Številke nikoli ne lažejo. Po tretji Janševi vladi je bil dodaten javni dolg 9 milijard evrov. Te številke ne moremo zbrisati, te številke so tukaj. In še enkrat rečeno, še preden se je vlada ustanovila in sprejela interventni zakon, ki ne samo posega v državno blagajno, ampak ne nazadnje tudi ogroža pokojninsko reformo oziroma sredstva iz Evropskega parlamenta. Zato bomo dobivali zagotovo tudi opozorila, ker sami vemo, da se tega ne smemo dotikati vsaj 2 leti. Bi pa vseeno dal to, kar smo danes imeli tudi na Komisiji za nadzor javnih financ. Še eno darilo, bi lahko rekli temu, povolilno oziroma za kampanjo, v katerem so predvsem Petrol z določenimi dejanji pomagal. Dvignili so marže in to na rekordni znesek 11,5 in to v situaciji, ko je Petrol imel v zadnjem letu rekordne dobičke. Mislim, da
taka združba kot Petrol nikakor ne rabi v tem trenutku dodatnih marž, Gospod Gladek, replika na tole? Ja? Ne, najprej replika številke ne laže, dejansko ne laže in to se je pokazalo danes na vladi. A ne. V zadnjem letu Golobove vlade je prišlo do rekordne potrošnje javnega denarja. In to zakaj? Zaradi predvolilnih bombončkov. Zdaj, kar se pa Petrola tiče, pa mislim, da je bila danes, bom rekel, sicer kar burna debata, ampak mislim, da je sedanja opozicija hotela stvar zapeljati malo v populistične vode, šlo se je pa za enostavno zadevo. Se pravi, iztekla se je uredba o omejevanju cen na bencinskih servisih izven avtocest. In država oziroma vlada je bila prisiljena, ker če ne bi tega storila, bi danes imeli prosto formiranje cen po vseh bencinskih servisih. Vlada je pa sprejela novo uredbo, še vedno zamejila cene, malenkost dvigala to maržo, s tem, da jo je vlada dr. Roberta Goloba v letu 2022 dvignila za 60%. Replika, ja, kratke replike, prosim. Zato bom pa pred vsemi državljankami in državljani, gospod Gladek, vas vprašal, zakaj je nafta po svetu cenejša? V tem tednu že samo napovedjo o prekinitvi obračuna med Združenimi državami Amerike in Iranom je sod nafte na trgih, svetovnih trgih padel skoraj na takšen nivo, kot je bil pred napadom Združenih držav Amerike. Drži. Zakaj je v svetu danes nafta cenejša, pri nas se je pa podražila? Preprosto, ker ste dvignili rekordne marže na 11,5 centa, kateri bo šlo izključno in samo tisti peščici, ki upravlja s Petrolom in ostalimi. Da se je nafta dražila oziroma dvigovala cene tudi pod prejšnjo vlado. Glejte, saj ni samo nabavna cena nafte tista, ki dejansko je končni izplen oziroma končna cena. Tukaj je trošarina, tukaj so druge davščine in pač to je formula, ki pač na koncu pripelje do cene, ki jo plača potrošnik. En stavek, potem pa gremo na božičnico. Samo en stavek, da bodo ljudje razumeli, kakšna je situacija med letom 2022 in 2026 v sami združbi Petrol. Leta 2022 je sama združba Petrol rabila to pomoč z maržami, zato ker so imeli slabe izide. Lansko leto je rekord beležil ponavljam, rekordne dobičke. In zato nikakor ni ta ukrep dviga marže drugo kot nagrada za to, kar so naredili v predvolilni kampanji. Zakaj pa so predstavniki SDH na zadnji skupščini Petrola bili tiho? Vi ste napovedovali ne vem kakšne preglede poslovanja Petrola, ne vem kakšne ukrepe, na zadnji skupščini Petrola se ni zgodilo nič. Gospod Gladek, zelo dobro veste, da je Petrol in da je SDH zahteval notranjo revizijo na Petrolu in le-te niso uvrstili na dnevni red. To nam je konec koncev danes potrdil tudi gospod Debeljak. Zakaj tega niso uvrstili? Zares dobro vprašanje. Jaz srčno upam, da se bo to raziskalo. Namreč tržni inšpektorati so ugotovili nepravilnosti na 38 bencinskih črpalkah en dan pred volitvami. Na ključje nisem prepričan. Dobro, gremo naprej zdaj z božičnico. OECD, omenila sem že prej, nas opozarja tudi glede samih fiskalnih pravil in da ukinite, pozivajo vlado gospoda Janša, gospod Gladek, ukinite obvezno božičnico. Kaj boste storili in ali to sploh opcija, glede na to, da so sindikati na okopih, delodajalci pa se vemo, da ne podpirajo ukrepa? Ne bomo jo ukinili. Ne boste ukinili zagotovo. Je bila to napaka, glede na to, kaj nas zdaj opozarjajo, ali je bila prava rešitev za državljanke in državljane? Vesel sem to, kar sem zdaj slišal, da ne bodo ukinili. Namreč božičnica ni strošek. Božičnica je nagrada delavcem. Veseli smo lahko, da v Sloveniji beležimo eno najnižjih brezposelnosti v Evropi, kar pomeni, da če želimo aktivno in dobro delovno silo, jih moramo tudi nagraditi. In brez dobrih delavcev, kot Slovenci zagotovo smo, ni močnega gospodarstva, zato vsi, ki se tega zavedajo, nimajo nikoli problem nagraditi svojih delavcev. Prej sem že omenila obrambni proračun, gospod Gladek. Gospod Hajdinjak, minister za obrambo, je danes v Bruslju obljubil do konca leta 2% BDP-ja dodatnih 300 milijonov za izdatke za obrambo. Odkot boste jemali, da bomo lahko to zagotovili? Ja, ena varianta je proračun, to vsi vemo, druga varianta je zadolževanje. Zdaj rad bi pa poudaril, mi kot majhna država
moramo spoštovati zaveze oziroma 2-4, ko smo se priključili NATO ali pa Evropski uniji, je bil naš interes enostaven. Mi kot majhna država se ne moremo sami braniti in zato stopamo v zavezništva. In mi moramo izpolnjevati zaveze, ker če bi mi hoteli lastno obrambo na takem nivoju vzpostaviti, da bi bili, bom rekel, varni, bi bili te stroški bistveno večji. A ne? In zdaj smo v situaciji, ko nas NATO, bom rekel, blago rečeno kara, ne? ker smo Pokrcali so nas, ja. Jih hoteli malo žejne čez vode peljati in jim prodajali ceste, železnice, bolnice in ne vem kaj. Ne? Mislim, da je to... Gospod Grah, je bila to napaka Golobove vlade, ne nazadnje tudi gospod Rute je pisal v začetku maja, če se ne motim, tedanjemu premijeru gospodu Golobu in Slovenijo je obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Nismo dosegli lani 2%, ampak 1,6% BDP-ja. Edina zaveza NATO je tista, ki je bila sprejeta v državnem zboru in to je, da izpolnjujemo 2% in da 2030 se približamo 3%. To je edina zaveza, ki je ključna. Leta 2029 se bo to tudi preučilo, ali je teh 3% pomembno. Bi pa poudaril eno drugo zadevo. Danes govorimo tako nonšalantno o infrastrukturi, smo evropsko stičišče, središče in dobesedno vozlišče za ves transport. Mi smo tisti, preko katerega se marsikaj tudi vozi. Pa vas vprašam, kaj nam bodo pomagali tanki, kaj nam bo pomagalo orožje, ki ga bomo imeli shranjeno v skladišču ali pošiljali v Ukrajino, ko bodo prišle poplave? Ja, ampak gre za to, kar smo se zavezali tudi, da bomo izpolnili obljubo NATO, za to gre. 2%, ne 1,6%, o tem govorimo. Infrastruktura je že dobro, da je, absolutno. Republika Slovenija slovi po eni najboljših civilnih zaščit v Evropi. Mnogi nam to tudi zavidajo. In moje mnenje je, da moramo krepiti ta del, ker ta del je za majhno državo, kot je povedal gospod Gladek, ključen za to, da bomo imeli varnost in pa odpornost. Odpornost predvsem, ko bomo govorili o krizah. Se strinjate s tem, gospod Gladek? Vemo, kaj zahtevajo od nas. Jaz sem govoril o vojski, nisem govoril o civilni zaščiti. Ja, civilna zaščita je zelo pomembna za mirnodobne čase. Upam, da tega ne bomo doživeli pač v vojaških časih, pa seveda tudi civilna zaščita oddela svoj del, ampak takrat pa rabimo vojsko. Ampak pričakujete pa je, da bomo v 3 tednih zdaj sestavili ta načrt, kot je napovedal gospod minister Hajdinjak in v Ankari predstavili ta konkreten načrt in ne bomo več na nek način zavajali NATO. Lejte, jaz verjamem, da bo obrambno ministrstvo načelom z ministrom Hajdinjakom, da bo to obljubo držalo, ker če kaj pričakujem, da bo ta vlada držala svoje obljube, ker prejšnja vlada jih v kateri situaciji ni. Še kratko, potem pa končamo. Še enkrat, prejšnja vlada se je zavzela tisto, kar je najbolj ključno in kar prispeva in pomaga omogočati varnost ljudem. To je krepitev odpornosti, zato da bomo pripravljeni na vse krize, tudi znotraj tega s procenti. In če nekdo v javnosti govori, da ga je sram iti na NATO, jaz lahko samo odvrnem, da je marsikoga v Evropi, tudi ko sam potujem, sram danes po 16-letnem vladavini in padcu Orbana, ko nas sprašujejo, ali je Janez Janša naslednji Orban. Še kratka replika na tole, morate, ja? Lejte, to okrog Orbana je meni že prav smešen. Ko ga več ni, ga še vedno vlečejo ven. Lejte, naš predsednik... Predsednik postaja nov. To govorijo v Evropi. Ne vem, kdo to govori. Naš predsednik je spoštovan v Evropi oziroma ima bistveno boljše kontakte oziroma bistveno boljše povezave, kot jih je imel vaš predsednik kadarkoli. Tako da prosim, da... To bo čas pokazal. Definitivno bo čas pokazal. Spoštovana gosta, hvala lepa za soočenje in obisk v studiu. Hvala. Hvala za povabilo.